ta razklanost, če od njej govorimo, bi terjala še dodaten razmislek, bistveno globlji, kot je v tej knjigi, in pravzaprav samo historično pokazano, kako do tega prišlo. Že ob začetku druge svetovne vojne je bila ta razdelitev popolnoma fiksirana. Zakaj pa se je potem še naprej ostala in bila celo poglobljena? Ker, pogledajte, recimo, zanimivo je, da te razdeljenosti, oziroma vsaj osvobodilna fronta, ni notranje bila razcepljena, je bila prilično enotna. Zdaj, po končani vojni se je pa pravzaprav ta razcepljenost ne samo odpravila, ampak nadaljevala. Zdaj, kaj je zdaj vzrok? Poglejte, recimo, je zelo zanimivo, če opazujemo dogajanje, recimo, tudi zdaj že, vse inštitucije, ki jih ima, ali rekoč, parlamentarna demokracija, jih imamo tudi pri nas. Vse stvari so postavljene tako kot neki zreli demokraciji. Dogajanja so v skladu s temi institucionalnimi ureditvami. Tudi procesi so popolnoma demokratični. Pod lupo, tudi recimo ustavnega sodišča in tako dalje. Pa kljub temu stvari ne funkcionirajo. Kaj je zdaj vzrok? Mislim, da je to eno od vprašanj, ki tudi mene samega zelo okupira. Zakaj vendar kljub temu stvari ne funkcionirajo? Torej, eno je, da rekel, ta formalna ureditev, drugo je pa vprašanje družbene moči. Ker to je zanimivo. Po tem prevratu ta izraz ste vi uporabljali 60 let, ki sem jih čisto srezni. Po prevratu pravzaprav smo imeli kaj? Mi smo popolnoma nasledili v celoti vzorec prejšnjega komunističnega sistema. Ker bistvo komunističnega sistema je bilo to, da imamo vso politično moč koncentrirano na vrhu, to je bila pri nas partija, medtem ko je treba pa vse ostale ljudi, treba je pa čisto, da rekel, spraviti na raven popolne brezmočnosti, ker samo z ljudmi, ki nimajo bene posebne moči, je mogoče manipulirati v tem smislu, da lahko z njimi gradiš, kot pravimo, tako zvano novo družbo. Poglejte, zdaj, ko je prišlo do prevrata, se je nova oblast enostavno usedla v stol tisti, s katerega so bili komunisti odstranjeni. Razmere v družbi so bile popolnoma enake, samo da so enkrat so z te pozicije gradili komunizem, drugi so z te iste pozicije pa gradili proti komunizmu, oziroma demokratično družbo. Vse ostalo, rekel, prebivalstvo je bilo pa dejansko še zmeri brez politične moči, ker so bili več ali manj, vsi so bili v odnosu zaposlenega do svojega zaposledovalca in to v gospodarstvu, v šolstvu, v zdravstvu, vseh družbenih podsistemih. Zdaj, kako je bilo mogoče vplivati na družbena dogajanja? Samo s tem, da si prišel ti do te strukture, ki je imela pravico odločati o stvarih. Zato je pri nas tak velikanski, rekel, zagon, da prideš do političnih pozicij, ker samo s političnih pozicij je bilo možno karkoli narediti. Zdaj, na teh pozicijah je pa zopet treba odločati o čem. Nekih jasnih predstav, kaj je treba, noben ni imel. Bilo je pa preko več ali manj, kaj ni treba narediti, so vsi ljudje črpali pravzaprav, ker niso imeli lastne pozicije, iz ideologije. Ideologija tista bila, ki je pravzaprav nadomestila tisto, kar bi morali biti nek zrel program, ki ga pa ni moglo biti, ker noben ni imel tiste potrebne družbene moči. In to je zelo zanimivo, in to je tudi zdaj razlog, da se je potem tudi ta vzorec komunistične, pa lahko rečemo tudi prosvetljenega absolutizma, kako je torej nadaljeval, z vsemi tudi negativnimi posledicami, ker čim ti z vrha
vsiljuješ neko družbeno ureditev, je popolnoma jasno, da ne boš pustil, da ti gledajo pod prste. Skušal bo stvari, rekel, bolj urejati brez sodelovanja ljudi, ker ustvarjajo z družbo, ki jo ljudje ali ne marajo, ali pa niso poznali. To se pravi, ti moraš veliko tako rekoč iz ozadja ustvarjati nove družbene razmere.